Spoštovani kolegi, kolegice, novinarji, ostali gosti, veseli me, da vas lahko v imenu vodstva UKC v živo in z tega mesta pozdravim in najavim izvajanje projekta Hosmataj, projekta robotke Fride. Hkrati je mogoče to priložnost, da strokovna javnost izve, da zdaj kot inštitucija delamo že s polno paro, z vsemi resursi, veliko se operira, hkrati pa ne samo, da delamo tisto, kar je naša osnovna dolžnost oziroma dejavnost, torej strokovno delo z bolnikom, začela se je tudi znanstveno-raziskovalno delo, katerega en del je ta projekt, ki bo danes predstavljen. Zahvaliti se moram vodji projekta, profesorju Flisu in seveda vsem sodelavcem, ki sodelujejo, da je ta projekt tudi v času COVID-19, ko se znanstveno-raziskovalno ni delalo toliko, kot bi si mi vsi želeli, delal. Neki rezultati bodo danes tukaj predstavljeni. Upam, da bo ta projekt doživel tudi nadaljevanje, tisto, čemur je namenjen, torej klinično aplikabilnost projekta, namenjen je temu, da bomo razbremenili naš kader, temu, da bodo bolniki dobro, mogoče celo boljše obravnavani. Torej, projekt se vrne nazaj k bolniku v klinično prakso. Tako da srečno s tem projektom tudi naprej in hvala vsem, ki so sodelovali. Hvala lepa, profesor Marčunovi. Projekt smo prijavljali takrat, ko sem bil še redno zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru skupaj z Ferijem, skupaj z gospodom Mlakarjem. Takrat smo ga na evropskem razpisu dobili in gre za enega izmed zelo velikih evropskih raziskovalnih projektov v okviru tako imenovanih bodočih ali pa pametnih bolnišnic v bodočnosti. Zato je tudi akronim tukaj Hosmataj, skratka Smart Hospitals. V okviru tega, kakšne bodo pametne bolnišnice v bodočnosti, se seveda zastavlja tudi vprašanje, kakšna bo vloga robotov v tako imenovanih bolnišnicah bodočnosti. Že sedaj imamo robote v bolnišnicah, ki jih nihče ne opazi, v operacijski dvorani, v laboratorijski medicini. Na koncu koncev je tudi samodejni avtomatski defibrilator, ki visi na steni, robot. Pojavlja se pa seveda neko drugo vprašanje, kaj se zgodi, ko se pojavijo humanoidni roboti, skratka roboti, ki so namenoma podobni človeku, takrat se pojavijo takšne ali drugačne bojazni in Frida je neverjetno prvi takšen projekt na svetu, kjer pilotsko uvajamo humanoidnega robota, ki ga imenujemo socialni robot kot pomoč zdravstvenemu osebju. Skratka, ne gre za robota, ki bi kogarkoli zamenjal, ampak gre za robota, ki lahko na vizitah recimo nudi sestram in pa zdravnikom pomembne informacije. In ko smo že ravno pri informacijah, je zelo, zelo pomembno dejstvo, da zna ta robot sintetizirati in zbrati različne medicinske informacije, ki so bile doslej nezdružljive. To je velik zalogaj, ki ga poznajo tisti, ki delajo v zakoliciju in ki do zdaj v nobeni izmed evropskih bolnišnic ni bil uspešno rešen. Zaradi tega, ker preprosto so medicinski podatki bolnikov shranjeni v različnih računalniških jezikih. Recimo, da se tako izrazim, potem pa je še poseben problem predstava slik. Robot lahko te podatke združi in jih na viziti predstavi osebju, kar pomeni, da recimo jim prihrani dragocen čas za delo z ljudmi. Tisto, kar smo pri dosedanjih informacijskih tehnologijah videli, je bilo ravno obratno. Tam nekje od leta 1982, ko smo začeli uvajati računalnike v bolnišnice, so ti računalniki praviloma kradli čas osebju. Ni bilo časa za bolnika. Bolnišnica bodočnosti naj bi to obrnila, kar pomeni, da umetna inteligenca naj vrne človeški stik bolniku, naj da osebju tisti čas, ki jim ga je sedanja tehnologija odvzela. To je pravzaprav ključen cilj in namen uvajanja tako imenovanih socialnih robotov v bolnišnice, medtem ko ostala vrsta robotov že zdavnaj v bolnišnicah je, pa jih niti ne opazite. Hvala lepa, sem pa seveda odprt za vprašanja.
kdaj pričnete uvajati, zdaj, da bo prišla Frida v sobo in bo dejansko že v pomoč na vizitah? Danes boste videli, kako se Frida uči. Namreč zelo pomemben del je tako imenovani med vsemi ostalimi, ko govorimo o recimo umetni inteligenci, govorni modul. Dobrega govornega modula v slovenščini doslej ni bilo in recimo laboratorij na Feriju je eden izmed vodilnih, ko gre za govorne module slovenskega jezika. Ne gre samo za to, da slovenske besede umetna inteligenca prepozna, gre seveda tudi za to, da slovenski jezik razume. Tako da Frida se še vedno uči in pa Frida iz varnostnih razlogov, to je pa zdaj ta drug del, ki smo ga tudi testirali, to se pravi socialna in psihološka sprejemljivost takšnega robota v okolju, ima za hrbtom še vedno nekoga, ki pazi, kaj počne. To je dejansko neka, bomo rekli, varovalka iz psiholoških in socialnih razlogov, ker so se pojavljala vprašanja, kaj pa, če se robotu, recimo, pri njegovi umetni inteligenci v glavi tudi koleščki zasučejo v napačno smer, pa naredi nekaj, kar bi lahko bilo narobe. To je pomembno psihološko, pomembno sociološko vprašanje, zato ima Frida še vedno varovalko in še vedno govorimo, da se uči. Ko se bo dovolj dobro naučila, pa bo lahko s to varovalko se začel tudi drugi pilotski projekt, to se pravi delo v nadzorovanem okolju z bolniki. Še enkrat moram povedati, da to je prvi takšen projekt na celem svetu, vse kolikor je nam znano in ob številnih partnerjih, sicer se tam zelo slabo vidijo, v Evropi in po svetu, je to najbrž podatek, ki drži. Torej, z današnjim dnem nekako premikate neki svetovni mejnik na tem področju, pa vendar kaj pa nadaljevanje potem? Premikamo ga v psihološkem smislu, zaradi tega, ker številne tovarne po svetu socialne robote razvijajo in to je nekaj, čemur se ne bomo mogli upreti. V psihološkem smislu pa zato, ker je to prvi humanoidni robot, ki ga bomo testirali v bolnišničnem okolju. Še enkrat, človeška psihologija je nenavadna, robotov, ki so že v bolnišničnem okolju, pa nimajo humanoidne oblike, ne opazimo. Čim pride takšen, ki ima humanoidno obliko, se pa stvari iz psihološkega zornega kota spremenijo. Lahko mogoče malo bolj slikovito pišete, kaj točno bo ta robot počel s pacienti? Na vizitah bo torej prisostvoval? Številne stvari lahko počne. Ena izmed zelo pomembnih je ta, da osebe razbremeni duhamornih opravil, recimo zjutraj, opoldan in zvečer lahko gre bolnikom zmeriti temperaturo, lahko jim zmeri, kako hitro jim srce bije, to na koncu lahko počne, kolikokrat pač želi, ker se nikoli ne utrudi in s tem že prihrani zdravstvenemu osebju čas, da se lahko posvetijo bolnikom. To je ena izmed recimo stvari. Potem nadzoruje lahko vitalne funkcije bolnikov tudi 24 ur in lahko sproži alarm, če se mu zazdi. Potem je pa še nekaj drugih stvari, ki so zelo pomembne, lahko se z bolniki pogovarja. Potem pa stvar, ki se nam zdi zelo pomembna iz socialnega zornega kota, je ta, da lahko starostnikom, ki niso vešči teh pametnih telefonov, tablic, računalnikom, dejansko omogoča stik s svetovnim spletom in s tem tudi stik s svojci. To se nam zdi izjemno pomembno, kajti lahko jim omogoči dostop do elektronske pošte, ker starostniki niso pretirano vešči, lahko jim omogoči dostop do govorne komunikacije s starostniki preko Zooma, MS Teamsov, skratka vseh teh orodij, ki smo jih spoznali med epidemijo. To je zelo pomemben del, ki ga lahko takšen socialni robot opravi. Na medicinskem delu pa seveda je tisto, kar je najbolj pomembna, ta integracija in prezentacija medicinskih podatkov in že vse to, kar sem naštel, je izjemno zahtevno. Na medicinskem delu recimo pa lahko to, kar boste, upam, danes videli, bolnike uči tudi dihalnih vaj. To je po operaciji pomemben del rehabilitacije bolnika in s tem seveda tudi prihrani čas osebju, da se lahko na človeški ravni posveti bolnikom na drugačen način. Lahko še malo tehničnih podatkov o samem projektu, kolikšna vrednost, pa tudi mogoče časovnica, kdaj približno je predvidena ta naslednja faza, da bo torej Frida prišla do pacientov? Mislim, da ni prav, da govorim zgolj jaz sam, bom še gospoda Mlakarja prosil, da vam pove nekaj o teh tehničnih podatkih, ker brez tega sodelovanja
Fride dejansko v bolnišnici sploh ne bi bilo in to skupno sodelovanje je pravzaprav med UKC Maribor in Ferijem v Univerze v Mariboru prineslo ta projekt v Maribor, tako da je prav, da nekaj o njem pove tudi predstavnik Ferija in pomemben predstavnik te ekipe. Izvoli, Izver. Najlepša hvala, bom dal masko dol. Ja, zdaj projekt je mednaroden, skupna vrednost projekta je okrog 10 milijonov evrov. Mislim, da ima mariborski del nekje tam med okrog 900 tisoč evrov skupaj, se pravi UKC in Feri. Projekt je zelo strukturirano nastavljen, ker pač vsi evropski projekti morajo iti po nekih vnaprej predvidenih časovnicah in naša ideja je, da zdaj z današnjim dnem začnemo recimo temu uvajanje, kjer se mi navajamo na okolje, robot se uči okolja, pa dejansko osebje se navaja na robota, ker v začetku predvidevamo, da bo tako ali tako ovira, pa tudi, če ne bo osebje imelo nobenega pretiranega stika z njim. Nekje septembra, pa računamo tam do konca septembra, da začnemo z prvo fazo študije, kjer bomo najprej robota skušali testirati predvsem med vizito in dejansko bomo tudi začeli v eni bolniški sobi, predvidoma 4 pacienti, izvajati to neke vrste klasično rutino, ki jo bomo danes kasneje tudi predstavili. Se pravi, robot pride do pacienta, izvede nekatere meritve, izvede nekatera poizvedovanja in te podatke seveda shrani v njegov, recimo temu, elektronski zapis, ki ga lahko potem v klinični rutini uporabijo pri ocenjevanju bolnikovega okrevanja. Kaj je bilo najbolj zapleten del tega, mislim, kaj je najtežje bilo doumeti pri tem robotu? To, kar je najtežje, šele zdaj pride. Žal, to je okolje, v katerem smo. Ti roboti sicer, ja, mi ga prvi skušamo uvesti v prav klinično rutino, so bili prisotni že za okrevanje starejših, recimo predvsem pri reševanju psiholoških težav, ne vem, kot neke vrste, recimo temu, kiberfizični sistemi za izboljšanje psiholoških motenj pri starejših, recimo depresije. Tudi pri mild cognitive impairment so se uporabljali, ampak to so vse zelo fokusirane študije, kjer robot izvaja eno zelo specifično funkcionalnost in nekako razen z pacientom samim ne sodeluje. Tu pa prihajamo v eno okolje, ki je zelo nenadzorovano in nimamo niti približno predstave, kako se bo dejansko, se bodo pacienti odzvali, kako se bo osebje odzvalo. Se pravi, zdaj najtežji del za nas je bil seveda narediti integracijo, omogočiti, da vse stvari delajo, da lahko karkoli praktično izvedemo, ampak realno najtežji del je pa zdaj. Se pravi, te stvari, ki jih lahko oblikujemo, pripraviti tako, da bodo uporabne. Rekli ste, da je Maribor en izmed deležnikov v tem projektu. Kje so še ti roboti, oziroma koliko se jih je bilo zdaj proizvedeno? Robot je načeloma francoski, se pravi Pepper, model je Pepper, ki je klasičen. Vse, kar mi delamo z robotom, je dejansko ne na strojnem nivoju, ampak predvsem recimo temu na nivoju umetne inteligence, se pravi komunikacija, avtonomija. S tem se mi ukvarjamo. V naši študiji je še en pilot, ki bo imel istega robota in sicer bo v Španiji, ta pa se bo posvetil predvsem starejšim, se pravi v okviru projekta Hosmart.ai. Je pa v projektu 8 pilotov in eni so iz medicinske diagnostike, drugi so iz schedulinga oziroma recimo temu načrtovanja obiskov pacientov, tako da so zelo raznoliki projekti. 2 sta pa osredotočena predvsem ravno na kvaliteto oskrbe. Zdaj je bilo rečeno na 2 oddelka. Na 2, tako. Zakaj pa ravno na teh? Tukaj, ali to pa bi moral jaz profesor Flisa vprašati, zakaj sta bila točno ta 2 izbrana. Eden izmed razlogov je bil seveda, ker smo iskali določena področja, ki so bila nekako omenjena v samem razpisu, ampak niso bila toliko so bila splošna, da mogoče. Glede na to, kaj lahko v medicinskem delu robot prispeva k počutju bolnikov, je bil trakalni oddelek izbran zaradi tega, ker zna robot pokazati dihalne vaje. Drug oddelek pa zaradi strukture, tudi zaradi starostnikov. Veste, da v Sloveniji se pač demografska slika premika, ne bom rekel na desno, ampak v območje, kjer obstajajo v večjem delu starejši ljudje
in tam lahko testiramo, koliko robot zmore starostnikom pomagati pri uporabi svetovnega spleta. Starostniki se preprosto, to so izkušnje, ki jih imamo, tudi empirično potrjene, ne znajdejo s tako imenovanimi pametnimi telefoni, ne znajdejo s sodobno informacijsko tehnologijo in zaradi tega pogosto težko komunicirajo s svojci in to je tisti del, kjer lahko takšne vrste socialni robot starostnikom zelo, zelo pomaga in to so bili kriteriji, pa še nekateri, na osnovi katerih so bili oddelki izbrani. Načrtujemo še, da dobi Frida partnerja. Ja. Časovnico pa težko rečem, ker je potrebno najprej videti, kako se bo Frida znašla v tem okolju in če se bo znašla v tem okolju zelo dobro, potem se bo seveda priključil tudi partner. Za katerega, kolikor vem, ja, že ima ime, ki ga bo pa razkril dr. Mlakar. Ja, Fridi se bo pridružil tudi moška različica robota, pač predvsem glas bo moški in bo smiljen. Mogoče zakaj pa Frida ravno ime? Je to tudi kakšna fora? Ja, to pa si nismo mi izmislili, ampak so si dejansko, imeno so izbrali naši kolegi iz Filozofske fakultete, iz oddelka za psihologijo. Bojan? Moče zaradi tega, ker je teta Frida v Mariboru tako popularna, ne? Ne, sploh ne. Mogoče pa lahko psihologi seveda pojasnijo, ki so z nami tukaj, ja. Pozdravljen, nisem mislil, da bom nastopil, ampak ja, klasično vprašanje lahko že rečem. Gre bolj za neke vrste šalo, ker smo hoteli robote zaradi tega, ker so se določeni kolegi iz oddelka za filozofijo zelo navdušili nekako posvetiti njim. In smo se malo poigrali z imeni določenih članov oziroma članic na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. To je vsa resnica. No, ampak vse niste psiholog, ne? Ja. A lahko poveste, kaj je zdaj to recimo, kaj pomeni dejansko robot v medicini, oziroma, ko so rekli, da pričakujejo tudi verjetno čudne odzive, no, osebja. Kaj je zdaj recimo... Mislim, da je odlično odgovoril dr. Flis. Se pravi, roboti načeloma v našem okolju, ne govorim samo v medicini, ampak tudi drugod, so zelo prisotni. Vedno pa nastopi težava, ko ta robot postane nekoliko bolj podoben nam. Ne, to je določen izziv. In v tem smislu je tudi, bom rekel, v našem okolju, mariborskem pa slovenskem, to je tudi takšen pilotni projekt, da vidimo, kako bodo ljudje, običajni uporabniki, sleherniki, se soočili z robotom v njihovem okolju. Se pravi, ta stik je nekaj, kar je zagotovo tudi za nas kot partnerje zanimiv, poleg seveda kakšnih drugih čisto psiholoških gabaritov, se pravi vezano na ne fizično zdravje, ampak duševno zdravje. Pravi, da se zna robot tudi naučiti slabih navad. Prevzeti slabe navade. Ne vem, kaj ne rečem, slabe navade imamo ljudje, jaz mislim, da roboti nimajo. Kolikor jih seveda mi ne sprogramiramo za to. Hvala. Mogoče še kdo od osebja, kako vi sprejemate takšno pomoč? Gospod Roj, mogoče kakšna beseda, ker poznate Frido. Ja, hvala za besedo. Moji predhodniki so povedali, da gre za nekoliko revolucionarno zadevo, čeprav iz same predstavitve je predhodno bilo povedano, da mogoče se niti ne zavedamo, koliko robotov je že vključenih v naš vsak dan. Res pa je, da na tem področju v bolnišničnem okolju postavljamo neka nova merila. Pravzaprav bomo se z robotko Frido tudi sami učili. Ključno pa tisto, kar je profesor Flis poudaril, se pravi, da nas vsaj v kliničnem okolju za področje zdravstvene nege razbremeni določenih aktivnosti in na ta način pomaga in potem skupaj vidimo, kaj lahko spremenimo na bolje. Predvsem je pa tukaj zelo pomembno dejstvo, da robot nikoli ne bo nadomestil nas fizično osebno,
V vmesnem času smo naredili tudi eno raziskavo, ki pa je najbolj pokazala tale strah med zaposlenimi na področju zdravstvene nege, ker vsi pač zdaj mislijo, ne, da bo tale Frida prevzela naše delo v celoti, ampak temu se ni za bati, še vedno bo ključno tukaj človek, oseba, ki bo dodal tisto pravo vrednost pri delu s pacienti.